Živijo, živijo in dobrodošli na kanalu V naravo, jaz sem Peter in danes gremo na novo potepanje. Takole izgleda pa preja za kape. Kot verjetno vidite oziroma ste opazili, imam danes kar prijetno družbo oziroma zelo prijetno. Z mano so Diana, Martina, Nina in smo na Valvazorovem domu. To je izhodišče za Stol. Stol pa tudi verjetno veste, da je najvišji vrh Karavank. In gremo pogledati, kakšni bo kaj razgledi. Ja, v planu ga imamo pa v krožni turi, glede na to, da ni mislim, da je zelo malo snega. Se bomo še zmenili, kje se bomo spuščali, vzpenjali se bomo pa po Žirovski poti. Glede na to, da imam 3 zgovorne punce s sabo, bom danes bolj v vlogi poslušalcev. Mogoče se bom z vami kaj pogovarjal, ostalo bom pa bolj tih. To je drugače Žirovska planina. In do sem smo imeli malo ogrevanja, tle se bo pa klanc začel. Evo, pauza za malco. Ne, se ne hec. Vroče nam je ratalo. Tole je pa najlepši del Stola. Mislim, poleg razgledov, no. Sonček, smo čisto na južnem pobočju in večino vzpona nas bo spremljalo sonce. Drugače pa mogoče par informacij o Stolu. Pot je tehnično enostavna in vzpon in spust. Stol je tudi eden lažjih 2000 za pozim. Seveda morate poznati razmere, opremo je treba imeti s sabo, ki znaš vsaj približno uporabljati. Drugače pa visoki 2 jura 236 in kot sem že rekel, najvišji vrh Karavank. To imamo še kaj. Kaj sem pa še spomnil? Na telem delu, ko pridemo v takole grabco, zna biti po zimah, ko je kaj snega, tudi kakšen plaz. Pot je tle kar ledena za dol, ko pa sonce tle sev, zna biti pa še huj žurka. Tako da moramo šli kar, kot sem že v štartu rekel, v krožni turi, nekje drugje dol. Pri Stolu je tudi super,
Kao malo takele razglede. Pa gremo še na en gozdni odsek. V zimah, kaj saj kaj snega, je pa tlele taka luštna bližnjica dol. Zakaj, kaj je saj kaj snega? Zato, ker sneg te brenza, ne, in tukaj dol je precej strmo. In če greš res prav lušten dolit, si ti sneg uvira, ne, in do kolena pa še čez in si hiter dol. Nisi pa prehiter. Zdaj prihajamo do Prižence, prvega obveznega postanka na vzponu. Tole je pa Priženca. Super je, ker smo glih prav pozni, da je sonček že tle. Tudi če nimate ali moči ali pa opreme, da greš se do vrha stola, se splača semle priti. Spočili smo se, malo krepčali, da vas spet zagrizemo v klanec. Kljub temu, da sem prej rekel, da bomo več ali manj po soncu hodili, ni čistko. Zdaj kar neki cajt v senčki, to pa še tole, kad začutiš sonce. Še malo pihleti začela. Tole pa naš pogled na desno mali stol, levo veliki stol. Plan je pa zdaj kar po žlebu gor pičil. Čisto brez vetra, prav luštenje. Tamle se pa lepo vidi poti, ki grejo kje proti Vajnežu pa po grebenu Stola naprej.
Tukaj pridemo pa tudi do razpotja, ki gre desno gor, bi šli čez Mali Stol. Mi bomo šli pa tako kar še enkrat po žlebu gor, ker imamo plan se pol po Zabrežki dol vračati, pa bomo itek šli čez Mali Stol. Bi bilo pa, kar se sončka tiče, boljši pa na Mali Stol, potem gor, ampak tudi žleb ima svoj čar, sploh ta, da ga noče pa noče biti konc. Tole je sedlo, pot gre sicer dokaj, pa pol levo zavije. In pa kar tle gor urezal. Lej ga! Kako sem odpre. Pogled. Kakšen žrled je. Sem pa čist malo pod vrhom. Še pogled v Dravsko dolino. A ovih ulici. Ja ga, dobrodošli na Stolu. Gremo razgledati. Tole je vrtača. Pol zadnji. Ima tukaj malo snega, peca. Potem tam tudi zadnji je Raduha, tole je greben Košute, Begunjščica, tale je, saj sem spomnil, pa je tamle Tolsti vrh, no, skoncentriral se, Peter. Blokado imam. Kalški greben, Kočne, Grinte od zadnji se bolj švoh vidi, pa pol naprej. Evo ga, še druga stran proti zahodu. Tamle imamo Golico, pa naprej Dovško babo, Kepa, tamle je Kranjska gora. Pol so pa Škrlatica, tamle ta najvišja, pa potem je Stenar, za njim je Razor, Triglav, Krn, Bled. Zdaj gremo pa pogledat, kje so punce. Počasi se ekipca nabira. Evo! Ej, danes so ugotavljali, da hride, zdaj gremo čez. Gremo čez.
gor. Ja. Še je. A smo vsi gor? Čakaj, eno glavo ne vidim. Aha, jo. Ja, lej. Ja, vsi smo gor. Kaj je to? Selfie z vrha. To je to, evo. Gremo na mali stav Prešernovo kočo pa po Zabrežki dol. Punce se strinjajo. Vse, nimamo druge. Ja, zapesti. Pa gremo počas. Pogled proti Vrtači, pa tukaj dol pride pot iz Zelenice, tam dol je Zelenica, pa gremo na mali stav. Dobrodošli še na malem stolu. Tukaj je pa v mikrovalovni. Evo, tlele smo zdaj še ne 45 minut zihar sedeli, sem še Dejana spoznal iz Krasa in zdaj pa pičimo dol, ne. Tlele po Zabrežki, pa tamle se nam bo pa ful lep pogled proti Bledu odprl, sicer Bled že zdaj vidno, ampak pa še z boljše perspektive. Itek je pa hoja po snegu dol, je pa stokrat večji žurke pa polet. Tako dobra fotka tlele, no. Evo, ko se prej nisem spomnil, ne. Storžič pa Dobrča. Ko pridemo pa na tale plato, se je pa pot v smer desno. Evo, kva ga je očila Martina. Ta pogled na Bled sem imel v mislih, ampak danes se meglen. Se pa tudi mi zdaj počas v meglice spuščamo. Ampak smo izkoristili tale sonček na polno. Drugače pa, ko je več snega, so pa tale pobočja sigurno potencialno nevarna za plazove. Končno so se skorajžili, da bo dereze dol dale. Pozabil sem pomeniti tamle Roblekov dom pod Begunjščico. Ja, zakaj? Ja, zato bom snimala po Marku. Je pa kar malo zafrknjen, tole, ko priješ v gozd, je še sneg, pa itek da je leden. Pa priješ ven,
ni pa nič več. In se tako mena. Ali se nas sliši? Zadnjič po moje. Kaj vsem? Ne gremo pol. Betonska bajta, 1606 metrov. Se pravi, da imamo še dobrih 400 spusta. Sem pa gor pri Prešernovi koči pozabil povedati, da je to prva koča, ki sem spal v njej. Bil sem star 6 let, sem šel z babico, z dedjem, pa z bratom smo šli za 2 dni na stol. Tako da imam zelo lepe spomine. Pa tudi babi, hvala, ker smo je pelala, ker vem, da boš tole na TV Exodus gledala. Seveda pozdravljam pa tudi vse ostale gledalce TV Exodusa. Tale Zabrežka je bolj prijazna za spust, ker ni toliko strma in splošče ledenje je itak lažje hoditi. Lahko bi seveda tudi tam šli pa z derezam, ampak mi je itak, veste, da je boljš nekrožno delati. Hotel sam reči, da tukaj sem prvič šel, še 2 leti nazaj so šla z Alešom eno super krožno turo iz Završnice. Drugič sem šel pa tudi lansko let, sem pa tudi še eno super krožno turo delal in obe bom dal v opis tega videa. Takole pa smo prišli do Zabrežke planine. Hvala, poj. To je malo življenjska doba, to je res podobno. Se pa prav čudi, da smo v tole meglico prišli, ker sonce nima več te moči. No, tole je zares Zabrežka planina. Ja, ona je tako, ona ima spominsko. Pazi, kaj je pot. Tukaj pa zaključujemo naš krog na Žirovski planini, pa se sprehodimo še 10 minut imamo še do Valvazorja. Ojojoj. Tole moram jaz prenašati cel dan. No, Peter, povej, Ful ti je kako je šlo. težko, ja. Kljub temu je bilo luštno. No, Ne, ful lep dan. Tudi punce so potrdile, da sem jaz splačal dopust vzeti. Jaz sem tudi hvaležen šefu, da me je spustil. Super krožna tura, razgledi top. Dajte punce še povedati. Nina. Vedno je v užitek iti v dobri družbi na super lep vrh, tako da jaz sem ful hvaležna. Evo, top turca. Res. In nas je bilo za prenašati. Pa tako. Za en popoldne v redu. Ne, Da se za ti doma, ne. popoldne šele začne. Da še ne veš, kaj te pelamo. Dobro, da jaz vozim. Gremo pa teraz do Dolenja še pogledati, pa do Oblaka.
za kape. Vse to. Vse to imamo še danes. Sploh ne vejo. On nas bo Zdaj peljal, ne biznis. njega. Zdaj še biznis. Tako da to, drugač pa pot je lahka, no, nič težkega. Po zimi je itek imeti fejst opremo s sabo. Dol po Zabrežki, če je veliko snega, jaz ne priporočam. To je pa to, še kaj. Fizično, pač 2 urice, pa pol 3 urice je za gor. Dol smo bili malo hitrejši, so kar laufale. To je tudi šlo, ko mi lovi. Pa fejs smo si imeli, super je bilo. Tako da, hvala punce. Ja, sonček na Prešernovi koči, to je bilo top. To je res bomba. Ja. Tam pa tako lepo sonček greje, tisto leseno steno in je, ojoj, luštno bilo. Saj verjetno se nam malo vidi, da smo pordečeli. To je to za danes. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, uživajte, pa se kmalu vidimo. Ne? Čau! Čau. Čau.